Živijo v novi epizodi MCC vam pove podcasta. Danes imam prav posebno gostjo Nejo iz Everyday Breakfast Cluba. Pa boš mogoče kar Neja ti malo predstavila, torej kdo si ti, tvoje znamko. Pozdravljeni, torej moje ime je Neja, sem ustvarjalka bloga in portala za zdrave zajtrke. V bistvu svojo spletno stran zelo rada poimenujem kot spletna zajtrkovalnica, ker se na njej najde res ogromno nekih receptov, nasvetov za zajtrke, tudi za kakšne druge obroke, pa tudi svojo trgovinico imam z izdelki za zdrave zajtrke, prehrambene, pa te v bistvu trajnostne skodelice iz kokosa in bambusa, tako da se res najde v bistvu za vsakega nekaj. Zdaj moj namen kot tak za to trgovino in v bistvu za recepti je, da čim več ljudi spodbudim k temu, da si zjutraj vzamejo čas za zajtrk, da si vzamejo tistih 5 minut za pripravo, pa 5 minut da v bistvu pojejo, uživajo in potem, da jim tista slastnost zajtrka ostane v bistvu v spominu čez cel dan. Sama verjamem, da je res od tistega jutra, sama sem videla to pri sebi, v srednji šoli sem začela res uvajati neke jutranje rutine v svoj dan in sem videla, da res se zjutraj se prav naravnaš na pravo frekvenco, da si pripraviš tisti zajtrk, uživaš, da si potem čez dan res motiviran, ne vem, zagret. Nekako vse skupaj lažje steče, kot se zjutraj res odhitiš šolo, službo in začneš že zjutraj kaotično. Tako da res spodbujam k temu, da si ljudje pripravijo, vzamejo čas in ja, da zajtrkujejo. Super, ok, nekaj si sicer že omenila, torej, da je ta tvoja pot, ideja, tega torej začela v srednji šoli. V bistvu, kako si pa sploh dobila to idejo? Mislim, hotela si pač poudariti to, da si ljudje vzamejo čas, ampak odkje je pač to ideja, da si pa sploh, ne vem, začela si z Instagramom objavljati, ne vem, kako si začela ustvarjati te vsebine? Ja, v bistvu začelo se je tako, da sem, od nekdaj pač obožujem hrano, zelo rada pač pripravljam, že ko sem bila v osnovni šoli, vem, da sem skozi nekaj doma pekla, mami pomagala kuhati kosila in v bistvu potem se je to skozi stopnjevalo. Nekako v srednji šoli, ko smo začeli pač tudi s prijateljicami hoditi na kosila in to, sem vedno vzela telefon, poslikala, objavila na svoj pač takrat še osebni profil. Pa sem potem rekla, da moram res si ustvariti en posebej profil, na katerem bom res samo hrano delila, ker je bilo res pač na mojem osebnem profilu nič drugo kot samo hrano, pa kako potovanje mogoče. In sem res rekla pač, da si ustvarim ta drug profil, ki je nastal res brez nekih pričakovanj, pa takrat ciljev, če lahko tako rečem. Res sem vam želela dejansko pokazati, kaj jem, kako izgledajo moji obroki zajtrki, tako sem v bistvu samo zajtrke delila, zato sem tudi profil tako poimenovala, Everyday Breakfast Club, ker sem vsak dan objavila svoj zajtrk, pa sem tole res tudi delila recepte in vedno več ljudi pač se me nekako pridružilo na mojem profilu, začelo poustvarjati moje recepte in to mi je bilo res zelo všeč. Sem videla, da, ne vem, da mi je tisto res kako lepo sporočilo, mi je ful dalo zagona za nove recepte, da res dansko nihče pač me posluša in sem takrat potem, mislim, da malo pred prvim valom korone, vse skupaj malo usmerila bolj v slovensko občinstvo, ker predtem sem objavljala v angleščini in sem takrat potem, ko se je tista korona zgodila, prvi lockdown, sem res pospešeno pač začela kuhati, še bolj kot prej, ker sem imela itak več časa. Bila sem takrat na izmenjavi v Lizboni, ujeta v tistem stanovanju, tako da sem res pač izkoristila tisti čas, sem napisala diplomo, pa potem res zelo veliko receptov ustvarila. Takrat je tudi nastala moja spletna stran, takrat kot zbirka receptov. Super. Takrat so obstajali. Potem pa v bistvu nekako spontano skozi te recepte so mi ljudje vedno govorili, daj Neja, ti skozi nekaj pripravljaš. Mi bi to pač že pripravljeno kupili in potem sem začela pač razmišljati, da bi pa bilo fajn, da mogoče pa kak že pripravljen izdelek za zajtrk vseeno ponudim.
tako da se je v bistvu vse zelo spontano dogajalo, vedno sem zelo poslušala svoje občinstvo, se danes vedno vprašam pač za nasvete, za ideje, za nove produkte, za okuse, tako da dejansko pač moje občinstvo to ustvarja vsak moj produkt. Torej, zdaj, oddaj to pa točno, zdaj, če prav razumem, je to dejansko leto, 2 nazaj, da si začela to bolj intenzivno se usmeriti v to, ne vem, v nekak izgradnjo tvoje vse te trgovinice, izdelkov. Mislim, koliko si pa s tem v bistvu sploh začela z izdelki, ne? Mislim, je to kar težko, se mi zdi, pa najditi, ne vem, vse te, kako bi rekla, no, odkje si črpala produkte, no? Mislim, ti produkti, recimo, ki jih imaš, če mogoče malo poveš, kaj ti sploh nudiš pa prodajaš, recimo, jaz osebno nisem poznala, ne? Mislim, se mi zdi, da so relativno novi, pa nekako slovenski publiki še ne poznani, no? Ja, v bistvu sem jaz, moj prvi izdelek so bile kokosove skodelice, potem kokosovim skodelicam so sledili razne bambusove slamice, bambusovi lončki, v bistvu taki trajnostni pripomočki, za katere pač lahko serviraš zajtrk. Skodelice recimo so primerne za kakšne kaše, smutije, potem sem dodala še velike skodelice za kakšne solate, bowle, lončke za smutije, slamice, žličke. To so bili v bistvu moji prvi izdelki, na to pa sem kasneje dodala še prehrambene. Najprej so bile to granole, najprej v 2 okusih, potem sem v bistvu še dodala zdaj še en tropski okus, pa pač božičnega, ampak božični je res samo v tisti božični čas. Potem sem pa dodala še čampe, to v bistvu so zdaj zelo popularne postale, ker so res taka hitra rešitev. Zjutraj dejansko sam preliješ z vročo vodo, vročim mlekom premešaš in je zajtrk pripravljen, dodaš kakšne dodatke in je v bistvu to. Kasneje pa še potem jagodina mast in pa čija marmelado. Zdaj, s tem mojim izdelkom je skupno, kot si rekla, da ti prej mogoče nisi slišala še za nobenega izmed teh izdelkov, ker sem rekla, da pač res želim nekaj drugačnega, nekaj mojega in je v bistvu pred vsakim izdelkom res pomislim, če sem jaz že v bistvu to kdaj slišala, za tak izdelek, videla, probala, ne? In pač res hočem, da so nekaj posebnega, da so tako unikatni, pa malo drugačnega okusa. Super, mislim, kje si pa to sploh našla? Mislim, ne vem, ali si tako malo raziskovala po spletu, pa iskala, ali ne vem, je to mogoče tvoja osebna izkušnja, si se srečala kdaj s temi izdelki, ne vem, tako. Ja, s kokosovimi skodelicami sem se prvič srečala v bistvu na potovanju po Tajski. Tam sem se v bistvu zaljubila v tisti občutek, kako je, ko pač ješ iz te kokosove skodelice, ker je res pač nekaj posebnega. No, ne znam tega opisati, pač res te popelje tja nekam v tropske kraje in sem takrat res si na Tajski, mislim, da prinesla 10-15 skodelic zase, pa v bistvu zadarila za domače in od takrat smo potem si jedli z teh skodelic zjutraj. Pa sem dansko, potem sem jaz to objavila na svoj profil, na Everyday Breakfast Club in začela se pojavljati vprašanje, pač kje dobiš te skodelice, jaz bi tudi imel to in potem dansko sem poiskala dobavitelja, ki mi je v bistvu omogočil to, da sem tudi svoj logo vgravirala v njih. In sem pač res rekla, da je to neka taka stvar, ki bi rada pač ponudila in da še drugi pač začutijo, kako je fajn v bistvu se prehranjevati teh skodelic. Super! Potem pa sem dejansko to zgodbo neko s temi skodelicami gradila naprej. Granola je recimo zelo popularna na smuti sebe, zato je bil pač moj prvi izdelek tudi granola, ker sem jaz delala smutije v teh kokosovih skodelicah in pač granola je res tisti obvezen dodatek na smuti. Tako da poleg tega je prišla granola, pa potem zdaj na mast za na smuti ali pa na kašo. Zdaj, če recimo gremo, ne vem, na tvoj običajen zajtrk, ne? Mislim, ti ustvarjaš nekako vse te zajtrke si sama, pa pol tudi deliš, pa to vse ful fajn izgleda. Mislim, odkje dobivaš to nekako neke navdihe ali pa mislim, je to čisto tvoja domišljija oziroma ideje ali ne vem, si kje to videla, je to res čisto tvoja zgodba, no, nekako? Ja, definitivno, če bi rekla, da nikjer nisem tega videla, bi se zlagala. Jaz pač zelo rada spremljam kakšne tuje profile,
sploh, ne vem, kakšne te trajnostne, pa v bistvu profile, ne vem, neke YouTube blogerje, pa to v bistvu svoj lifestyle delijo skozi te plant-based recepte. In tam sem v bistvu prvič tudi videla te kokosove skodelice in v bistvu te velike smoothie sklede, te zajtrke in takrat, recimo, me je to res zelo pritegnilo, je bila mogoče del ideje, ampak zdaj, recimo, zelo pač nerada sledim nekim profilom, zaradi tega, ker v današnjem svetu te lahko hitro obtožijo, da pač za kom kaj ponavljaš, tako da res pač probam, da je res vse izhaja iz mene, tudi recepti, ideje večinoma pač izhajajo iz mene, zdaj recimo ta, ko sem dala to čampo ven, je recimo lep primer, ker dejansko tega živila pač niso Slovenci sploh ne dobro poznali in na spletu sploh ni obstajal noben recept. Tako da sem v bistvu bila prva, ki je iz te čampe naredila in neke energijske ploščice, kroglice, palačinke, donate, v bistvu zelo nekih novih stvari, da res pač me ne more nišče v bistvu obtožiti, da sem za kompaj ponavljala, pač ne rečem, da se zdaj to redno dogaja, ampak so že bile neke obtožbe v preteklosti in se mi zdi, da, ne vem, je že danes trg s temi recepti zelo nasičen in se mi zdi, da je težko potem izstopati tudi z nekimi svojimi, tako da, tako kot sem rekla, res pač jaz rada delim res neke svoje ideje, svoje recepte, pa v bistvu isto z izdelki, no, da res ponudim nekaj drugačnega, no. Ok, koliko se to v bistvu sploh imenuje? Campa, če sem prav razumela. Campa, ja. Ali pa čampa. Ja, čampa. Ok, no, da zdaj v bistvu povem tudi zgodbo, kako smo se sploh midve spoznale, tako pa prvič prišle nekako v stik. V bistvu smo se videli na Celjskem sejmu, Mosu, kjer sem vmes tudi prišla kupiti tvoje izdelke in to campo, no. In v bistvu bom tako rekla, jaz sem se že srečala s tabo tudi prej, oziroma sem sledila tebi na Instagramu preko mojega osebnega profila in meni je bilo vedno to, wow, mislim, te tvoje slike, pa tako je vedno barvito, tako kar pritegne res. In pa v bistvu se nikako nisem odločila za nakup, ker se mi je zdelo, da mogoče pa to meni ne bo všeč, ker se mi zdi, da veliko obstaja nekih teh granol, pa sploh teh nekih, kako bi rekla, ki so te, recimo, te kaše, no, ki se dajo kupiti vse posod, se mi zdi, zdaj pa nikoli ni bilo uspešno, nič mi ni bilo všeč, in zato sem tudi bila nekako skeptična. In evo, no, da zdaj, da tudi povem, da uradno je moja campa na jutranji, na vsakodnevnem meniju in sem res vesela, no, mislim, in pa mi je tako dobro, se mi zdi, da je neka zadeva taka, ko v bistvu ne, da sam zgleda vse super, ampak da je res tudi dobro, no, in da je dejansko tudi polnovredna, pa se mi zdi nek bolj zdrav primer zajtrka, no, kakorkoli. Ja, res je. Najprej bi se ti rada zahvala, Evo, da si sploh prišla, da si me obiskala, da si me podprla z nakupom, res sem vesela, no, da ti je pač campa všeč, da jo rada zajtrkuješ. Sem pa se že večkrat srečala z strankami, ki so enako rekle kot ti, da so bile pač ful skeptične, ker je res že na trgu nekih kaš milijon in je pač res ta campa je mogoče posebna in unikatna z tega vidika, da je res že toplotno obdelana, gre v bistvu za pražen ječmen, za žito, ki je kasneje zmleto v moko. Mi smo jo obogatili z raznimi dodatki, zdaj z jagodni je pa liofizirane jagode, pa kokosovo mleko v prahu, potem v malinini je kokosova moka pa liofizirane maline in se res v bistvu je že nek končen zajtrk, sam dejansko uporabiš še vodo, preliješ, zmešaš in je v bistvu to. Tako da tudi jaz res bila eno veliko prednost tega izdelka, ker zjutraj res potrebuješ 2 minuti pa vročo vodo, da pripraviš pač zajtrk in mislim, da tudi res težko imeti nekaj izgovore, da recimo... Ja, res je. Sploh pa je tako, kot si rekla, zdaj okus, jaz težko rečem, meni je itak vrhunski, zdaj pa pač ne rada toliko hvalim, mogoče, ker imamo različne okuse, zdaj pa nekomu, ki mora maline, pa kokos mu bo zagotovo všeč ta malinina,
neče, ko mora čokolado, bomo všeč čokoladna. Se pa mora vedeti, da je to vseeno bolj zdrava različica teh kaš, ki jih poznamo. Ne? Tako da morate pričakovati manj sladkobe, ker še si jo vedno lahko dodate, medtem ko drugi pa je ne morejo odzeti, recimo pač. Ja, res je. Ampak vseeno se mi ne zdi zdaj tako, ima kar polnega okusa, ne? Ni zdaj tako. Tudi se mi zdi, da je sladkobe čisto dosti. No, jaz sicer, ker zjutraj res nimam toliko časa, pa pol v bistvu si še toliko kar v službi tle pripravim, pa se mi glih fajn zdi, ti zdamo vodo, niti tudi, če ne zgleda toliko fajn, se mi zdi vseeno dober, ne, pač, čeprav me vsak jutri kdo vpraša, pa kam imaš ti to, ne, ampak je pa res dober, no, tako da se pravim, je vredno poskusiti, no, to bom rekla. Ja, res je. No, ko pa si rekla, da zdaj na mojem profilu vse tako lepo izgleda, da ne bo kdo mislil, pač vsak zajtrk pri meni, pa vsak obrok ne izgleda tako, ne, pač nekatere dni se ekstra potrudim, pa potem slikam, včasih pa je tudi nek zmazek, pa sam zmešam, pa toliko, da pojem, pa že letim dalje, ne. Tako da, to je potem tisti Instagram versus reality. Ja. Balance, ne? Ja. Super, ok, mislim, kaj pa recimo, ne vem, zdaj pripravljaš naprej, kaj se zdaj, mislim, kak so nekako tvoje vizije, ali pa mogoče, kaj si želiš mogoče ustvariti, ne vem, mogoče nam zaupaš kaj od izdelkov, kam se namiguješ, kakorkoli. Ja, zdaj je tako, da itak si želim pač nadaljevati, to, da delim recepte na tedenski bazi, ker to je res taka neka osnova, se mi zdi, da pač z tega razloga so mi tudi ljudje v prvi vrsti začeli slediti. To je res ena taka stvar, ki jo pač ne spustim. Potem pa zdaj že pripravljam v bistvu božične pakete. En bo zagotovo, ki bo vseboval prav nov namaz z takim božičnim okusom, pri okusom ne izdam točno, pa tudi božična čampa bo, pa poznana v bistvu ta božična granola, ki je bila že lansko leto, pa božična kavica. Teda to je zdaj res, že delam na teh, jaz sem že čisto praznično obarvana, tako bom rekla. Ja, se že bližamo, ne? Ja, ker vseeno pač potegne nekaj, mislim, to ni zdaj tako danes na jutri, da ti ustvariš nek izdelek, vseeno je v ozadju kar nekaj stvari pa logistike, da vse skupaj uskladiš, tako da res letos želim biti pripravljena, ker lani me je malo iznenadil ta Black Friday, pa potem še Božič in dansko lani sem si naredila premalo zalogov z tega, da sem res ful hvaležna, ker takrat, jaz sem v bistvu začela letno trgovino lani septembra in sem takrat nabavila zalogo, ki je bila predvidena vsaj za minimalno pol leta, nisem niti približno si znala predstavljati, oziroma misliti, da bom dobila tako podporo in bom do 10. decembra razprodala vse. Tako da sem res pač ful hvaležna za vse prve uporabnike, ki so me takrat podprli, tudi če še ni bilo vse popolno, pa verjamem, da če bi čakala na popolnost, da še danes ne bi pač zaštartala trgovine, ker se mi zda bolj, ko čakaš na tisti moment, slabše je. Ni nikoli pravga, ne? Ja. Tako da za tiste prve lahko res rečem, ja, da so tisti največji podporniki, ki mi pač res še danes dnevno včasih pošiljajo svoje zajtrke, pa sporočila, pa me označujejo na socialnih omrežjih, tako da sem res ful hvaležna za ta community, ki smo si ga ustvarila na Instagramu pa Facebooku. Odlično. Mislim, kdo pa v bistvu pol sploh stoji za točno tem, ne? Ti kot glavna, verjetno imaš podporo, je to vse, ne vem, se vse dela to v obdobju doma, mislim, kje si to začela, ali kje ustvarjaš drugje, ali kak recimo to? Ja, zaenkrat pač delam od doma, sploh te administrativne stvari, sicer sem si zdaj nedolgo nazaj uredila prav, imam skladišče, pa je to prostor za pakiranje paketkov. Mislim, ker rabiš verjetno nek prostor, ne? To ni verjetno malo izdelkov. Ja, res je. Na začetku itak je bilo pač doma, ker gre za prehrambene izdelke, se to pač ne sme doma iz sobe pošiljati, pakirati, kakorkoli, skladiščiti. Tako da sem na začetku res, ko sem imela skodelice, ni bilo problema, poleg prehrano pa sem mogla to urediti, da
da pač res ločen prostor, pa da pač res vse tako po pravilih skladiščeno. Tako da, kar se tega tiče, ja, tako da nekako tako izgleda, da zjutraj sem od doma delam pač v pisarni, pol pa grem kasneje pač pakirati naročila, no. Za kak dan ne rabim, ker mogoče, ne vem, če naročilo 2, potem se ne vozim sam posebej za en paket, teda takrat mogoče grem na vsaka 2 dni, ko je kako zatišje, drugače pa ja, imam ločeno. Odlično. Mislim, mene je zelo všeč, ker se mi zdi, da je to ena take res, bom tako rekla, no, preproste ideje, zelo so res tako velika zadeva in da si to tudi ti uspela nekako to voziti in da si res sledila sebi. Mislim, ker verjetno tisti, ko te spremljamo, jaz te spremljam v bistvu, ne vem, recimo že 2 leti, no, pa se mi je res zdelo, da je tako začel nekim z malim, pa da zdaj res vedno rasteš in da se mi zdi prav lepo videti, no, to, da ne vem, no, da je čim več izdelkov, pa da je nekaj novega, pa da so res te zadeve tako unikatne, no, tako kot si tudi sama rekla. Ja, res je, pač poskušam, evo, inovirati, pa da skozi nekaj novega ponudim, pa pač vztrajam, no, se mi zdi, da kdor vztraja, da enkrat pač uspe, no, in jaz mislim, pri meni se tudi ni zgodilo pač čez noč, da bi mi zalaufalo, ampak sem, hvala Bogu, takrat, ko sem začela za svojo spletno trgovino, da sem že imela neko podporo ljudi, pa neko bazo ljudi, ki so mi že takrat zaupali. In je v bistvu temu zaupanju pol sledil nakup. Če bi jaz pač zaštartala res z nule, bi bilo res veliko težje, verjamem, ampak sem res imela to srečo. Tako da moj nasvet nekomu, ki pač bi se želel lotiti česa svojega, je to, da samo pač naj začne. Naj začne pač nekaj, deliti, ne vem, na svete, blog, karkoli. Najboljše pač, najlažje so pač socialna omrežja. Tako da sem recimo zato ful hvaležna, da mi pač Instagram to omogoča, ker ne bi bilo te platforme, verjamem, da pač ne bi bila tukaj, kjer sem danes. In se mi zdi sploh mladi, ko smo toliko zdaj že tehnološko pismeni, da nam je pač res vedno lažje nekaj svojega začeti. Tako da ja, če kdo se želi lotiti česa svojega, naj samo začne, no. Super. Ja, super, ne, jaz pa ne vem, kaj bi te vprašala, meni je bil najin pogovor všeč si mi ti kot tak s tvojo trgovinico, sigurno bom še naročala to campo, ker mi bo zdaj tako je zmanjkalo, in ne vem, bom še probala kaj novega, ne, mislim, da tudi je treba pač mladi se med sabo podpirati in tako kot si rekla, vsak mu lahko speče, nekako sledi sam sebi pa svojim, ne vem, željam, kakorkoli. Tako. Je pa res pomembno, da pač to, kaj recimo, mislim, ko se česa lotiš novega ali pa svojega, res pomembno se mi zdi, da pač to rad delaš, ker jaz verjamem, da če mi ne bi bilo fajn ustvarjati, pač da bi mogla vsak dan z nuko nekaj ustvarjati, pa nove recepte, pač verjamem, da pač ne bi bila zdaj, kje sem. Ker se nekako čuti to, se mi zdi, čez... Ja, tudi čez objave, pa tudi se strinjam. Na telefonu, pa na internetu, ampak vseeno se mi zdi, da se začuti, no, da je prisiljeno. Res je, mislim, zdaj je kar poplava vsega tega, ne, velike teh omrežij, profilov, no, pa se mi res zdi, da je tako, da se začuti tiste pristne, ne, ker vemo, da je zdaj ta razpon tok tega in da se v bistvu vse lahko najde na spletu, ampak je res, ne vem, težko najdi, no, tiste, oziroma jih ni toliko veliko, no, da, ki so pa res, vidi se, da delajo srcem to, kar delajo, ne, pa tudi čez profil, imaš prav. Ja, res je. Ja, ne vem, hvala, ne, bi želela še mogoče kaj povedati nam ali pa naši publiki, mi tako nagovarjamo bolj mlade, no, pa tudi tiste mlade po duši, da v bistvu zvejo kakšne nove vsebine, kakšne dobre zgodbe, tako da ne vem, če bi še kaj podelila mogoče z nami. Ja, mogoče bi se ti zdaj na tej točki zahvalila za povabilo, da sem lahko bila gostja na vašem podcastu. To je bil danes moj prvi podcast. Ne vem, mislim, da na začetku nisem tega omenila, tako da upam, da sem se v redu izkazala, da nisem bila preveč živčna. Super si bila, jaz tudi upam, da sem bila v redu. Tako da, ja. Hvala. Tako da za vaše poslušalce in gledalce pa bi mogoče
res, tako sem rekla, da če vas nekaj veseli, pač pojdite za tistim in pač sledite svojim instinktom pa željam in ne vem, da je pri meni bilo zelo lahko, ker so me tudi doma podpirali, pa verjamem, da pač če me domači ne bi, da bi bilo dosti težje, tudi nam nikoli pozabila svojega očeta, ko je v bistvu rekel, ko sem v bistvu prvič delala prvo nabavo svojega prvega izdelka, vem, da mi je bilo zelo težko, 2 meseca sem potrebovala, da sem se opogumila, pa da sem res naredila nakazilo, ker nikoli ne veš, ne vem, so bili dvomi in takrat mi je oče rekel, kdor ne riskira, ne profitira in tega pač nikoli nam pozabila. Tako da naj bo to ena popotnica tako za vas, za poslušalce. Če pa obožujete zajtrk, pa vabljeni na mojo spletno zajtrkovalnico. Sigurno. Je nič, hvala Neja tudi tebi, meni je bilo zelo lepo v tvoji družbi in upam, da se še kaj slišimo, pa tudi takole vidimo, če ne, kako drugače. Tako da hvala tebi in želim ti vse dobro na tvoji nadaljnji poti. Hvala za povabilo. Ciao, adijo.